Slovenska žlahtna kapljica ni cenjena samo v Sloveniji, dober glas v slovenskih vinih sega tudi onkraj naših meja. Prvi požirek letošnjega je pripadal vinski kraljici. Ne, to ni dobro. Ker Sveti Martin v Ljubljani ni opravil svojega dela, so nam morali pomagati Grki in nam posoditi samega boga vina. O veliki Dioniz, pomagaj Martinu in mlademu vinu! S pomočjo solz, smeha in ljubezni je vino le dobilo svojo žlahtnost. Zelo dobro. Dober glas o še boljši kapljici je segal tudi do ljubljanskega župana, a kljub njegovi dobri kondiciji je zaradi velikega povpraševanja ostal brez rujnega. Če bi bila kvaliteta na drugih področjih tako dobra, kot je na vinorodnem področju, potem bi bilo v Sloveniji veliko lažje. Ne politiko pa vino skrb dajati. Mi pijemo, a oni politizirajo. In glede na pestro ponudbo ga je po grlu veliko steklo. Kako jih nameravate poskusiti? Ja, prvica se zadala, da jih bo 10 probala. 2, 3, 4, pa vse po okusi zmešajo, potem pa ni več tako dobro. Ne? Pa tudi potem 2, 3, 4, potem pa že ne smete več na kolo? Ja, mislim, da tole policija nagleda zdaj. Bolj kot nadzor modro-belih je pomemben samo nadzor. V času vinu in domovini. 16 špricerjev v dolžini 1 metra, torej za eno druščino, za prijetno vzdušje je to prava stvar. Ampak Darja, ne ob 10. Ne ob 10. Kljub temu, da se je vino poizkušalo že od jutranjih ur, je bil namen spoznavanje pestrosti slovenskih vin in ne pijančevanje. V vinu je resnica. Zelo lepo in lahkotno teče. Vino je tudi vir zdravja. Seveda, če ga pijemo z dušo, srcem in pametjo.